Kako veš, da kanalizirano pišeš, govoriš, skratka, da nekaj iz višjih sfera prihaja čez tebe in ti to predajaš naprej? Verjamem, da te to zanima in to je vprašanje, katerega dobim zelo velikokrat, zato sem se danes odločila, da pa dajmo pogledati par znakov, kateri vas bojo vse skupaj usmerili, pa dali vedeti, da je res to. Jaz sicer mislim, da je kanaliziranje ena taka čudovita stvar, ki pripada vsakomur izmed nas, ne? Tako da vse te znake, ki bom zdaj povedala, ne pomeni, da so nekako rezervirani za privilegirane, ne? Jaz mislim, da čisto vsako bitje na tem božjem planetu definitivno kanalizira in prevaja intuitivne informacije. Samo da se nekateri tega zavedajo in nekateri ne. Rada bi vam samo povedala, da dostikrat slišim, da nekateri ljudje mislijo, da moraš zato biti posebej nadarjen, izbran s strani stvarnika, kogarkoli že, angelov, ampak temu ni tako. Definitivno vsak izmed nas ima izjemno velike sposobnosti in definitivno si vsak izmed nas želi kanalizirati. Zakaj? Zaradi tega, ker kanaliziraš, je definitivno življenje boljše. Prehraniš si marsikatero lekcijo, definitivno najdeš življenjsko poslanstvo, ki te izpopolnjuje, hitrejše lahko manifestiraš in vse to. To je res ena taka izjemna stvar, ne? Tako da, če kdorkoli izmed vas razmišlja, ja, jaz pa nimam teh sposobnosti, ki jih ima Kristija, pa mogoče kdo drug, nikar. Vedite, da čisto vsak izmed vas lahko kanalizira, mogoče ste samo nekateri to že prebudili, nekateri lahko pa to delate čisto načrtno. Tako vse se da. Ampak gremo zdaj pogledati, ali ste že tam, to pomeni, ali se vam je že to nekako prebudilo, ali pa boste mogli na tem še delati. Tako da, tukaj je par znakov. Jaz mislim, da te znake rabite predvsem tisti, ki vse veste, da kanalizirate. Vse jaz vem, da vi to veste, ampak mogoče rabite malo potrditve. Dostikrat se name ljudje obrnejo za tega, ker rabijo potrditev. Ja, Kristi, jaz sem bila to sporočila, ampak a to drži? Kaj pa, če je to samo moja domišljija, ki si nekaj izmislila, ne? Škoda je zavračati take neke posebne sposobnosti z takimi dvomi, ki jih pa seveda sproža ego, ki se boji sprememb, a pa ki je mogoče navajen dvom, kakorkoli že. Zato si zdaj poglejmo, zato da bo ta nižji jaz dobil svoje kljukce in zato da ti dobiš svoje kljukce in rečeš, aha, ok, ne, saj to ni ego, saj to je vse skupaj res. Jaz res kanaliziram. In to je tisto, kar ti želim danes povedati. Tako da, jaz se si njega malo plonk cegalca, ki pravi, evo, par točk sem si zapisala, oziroma, če sem natančna, 8 točk so mi predali angeli. In sicer, prva točka, ko kanaliziraš neka sporočila, ni pravega trenutka, ok? Lahko se potem načrtno, kar mi vsi delamo, rečem, jaz imam, ne vem, zvečer meditacijo, se usedem in imajo udeleženci vprašanje, jaz za njih kanaliziram informacije in jim jih predajam naprej. To definitivno se da. Ampak na začetku, ko kanaliziramo, preden se odločimo, da bomo načrtno kanalizirali, se pa ponavadi zgodi to tako, da je to samodejno. Res, ko pride samo od sebe, ni pravega trenutka. Tudi ljudje rečejo, jaz pa nočem dobivati intuitivnih informacij, takrat, ko je najbolj neugoden trenutek. To ne obstaja, pač sporočila pridejo takrat, ko si ali dosti odprt, ali je točno pravi trenutek, ali se mora nekaj zgoditi, ali pa se nekaj energijskega dogaja, kar je treba ozavestiti. Tako da definitivno to je ena taka točka. Torej, dostikrat bo nek trenutek, ko si rečeš, šmen, pa ne zdaj, ampak točno takrat bo. Tako, to je vaša prva točka in takrat veste, da kanalizirate, ker je to eno veliko jajce presenečenja, ono čokoladno, ne? Ok, druga točka. Sporočila kanaliziranja ne ugajajo. To pomeni, da so taka, kot so. To pomeni, da ni v njih. Dostikrat ljudje v duhovnosti iščejo noto prijaznosti, noto popolnosti, noto, kjer bo noter, ja, veš, vse ni to tako, ne vam povem, da ni to tako. Ljudje smo v različnih fazah potrebni različnih sporočil, ok? Če si ful v svojih vzorcih, če si ful ujet v neke svoje vzorce, pa slike in tako naprej, morajo včasih angeli tudi malo bolj strogo spregovoriti. Definitivno ne na tak način, da se ti ne počutiš dobro, ampak lahko je pa malo bolj odločno, pa malo bolj jasno, ne zaradi drugega, ampak zato, ker ti hoče reče, hej, zbudi se, a veš, ker ti hočejo pritegniti pozornost. In sporočila, definitivno, če vam je kdo kdaj rekel, da so sporočila
kanalizirana samo z ljubezni, sočutja, popolne empatije, ne vem, povem, da to ne drži. To ne pomeni, da so angeli neprijazni, kdo bi jih pa pol hotel imeti, ne? Ampak to pomeni, da včasih rabi tudi učenec bolj strogega učitelja, sploh če zajadra strani s poti. In takrat, razumeš, se zgodijo neke komunikacije, ki so spodbudne, ampak mečkam bolj odločne, zaradi tega, ker te je treba spraviti ali ven iz tvojega vzorca, ali ven iz tvoje bolečine, oziroma karkoli že je, v kar si se ti noter ujela. Razumeš? Tako da sporočila so takšna, kot so. Okay? To pomeni, nimajo, točno tak ton mora biti, pa točno to morajo govoriti, pa samo to lahko povejo. Ne, so resnica. Ta sporočila, kanalizirana sporočila, so sporočila resnice, to si zapomnite. Tako da, dostakrat tudi, če čute, da vam rečejo, da ste nekomu kar neki, joj, to si mi pa malo bolj ostro, meni so to dostakrat rekli, to si mi pa malo bolj ostro povedala. Ja, si že rabila, ne? Dosti ljudem so tudi marsikaj prijazno povedala, ne? Ampak to je bilo zaradi tega, ker ni bila Kristi ali pa nekdo drug ostra, ampak zaradi tega, ker ima angeli sprožijo tako energijo, zato da se te dobesedno zbrihta. Okay? Tretja stvar, ko kanaliziraš sporočila, imaš dostakrat telesne reakcije, ali te strese, pa te malo zazebe, ali ti rata absolutno nenormalno vroče, ali imaš včasih občutek, da se ti je malo zavrtel, ampak lahko se zgodijo telesne senzacije. Tega se ne rabite ustrašiti, ampak višja energija, ki stopi v tvoje telo, seveda tvoje telo odreagira. Veš kaj je to tako, kaj ta energija stopi čez telo. Definitivno je to nekaj izjemno močnega in če nekaj tako močnega prevzame tvoje telo, lahko telo to na razne načine seveda pokaže. Tako da to ni nič slabega, ampak definitivno se to dogaja. Tako da če vas zdaj dobesedno nekaj rečete, pa vas dobesedno strese ali pa vam rata vroče, pomeni, da kanalizirate. Teh reakcij je res veliko, ampak ponovadi niso tako nek ekstrem situacij, zaradi katerega bi lahko prišli do tega, ali da bi vi padali v nesamozavest, enkrat nekdo spraševal, ali lahko je zaradi tega padli v nesamozavest. Definitivno ne bi smeli padati v nesamozavest. Jaz mislim, da če kdo kanalizira in da nima več stika s sabo, da se začne neki tres, da proba skup pada, da se ne zaveda, kje je pa kaj je, takim ljudem bi jaz potem res svetovala. Ne bom rekla ne, da kanalizirajo, ampak da mogoče najdejo nekega mentorja, ki jih bo naučil, kako naj handlajo te energije, kako naj se soočijo s temi energijami, zaradi tega, ker seveda fizična varnost, a za njo mora biti poskrbljeno. Okay? Četrta točka, ta vam bo všeč in za to točko sem seveda prepričana, da veste, je potrdi se. To pomeni, da ko nekaj napišeš, ko nekaj skanaliziraš, ko nekomu nekaj poveš, pa sam se poveš, pa prije kanaliziranja skozi meditacijo, se potrdijo ta sporočila. Dobiš znake in zadeve se seveda zgodijo. Tako da to je definitivno, to imamo radi, to točko imamo vsi radi, priznajmo. Pa naš ego ima to tudi rad. Peta točka, dosti se zgodi, da nekaj rečeš, skanaliziraš, to za meni velikokrat dogaja, in daš tako res to ven iz sebe in potem ti nekdo reče čez dva meseca, Kristi, a se ti spomniš, ker si ti meni to povedala in točno tako je bilo? Seveda, da nisem poslušala, definitivno sem te poslušala in definitivno mi je mar za tebe, ampak pojma nimam, da sem ti to rekla, zdaj, ker je to tako prišlo čez mene in v enem trenutku, razumeš, se take stvari tako samodejno zdijo, da lahko mečkan tvojim možganskim spominskim celicam lahko uide ta informacija, da je sploh kadarkoli prišla čez tebe. Ko dosti se zgodi, da lahko kakšno stvar celo pozabiš, to je zaradi tega, ker je to toliko švigajoča energija, da spomin težko, veš, zato se gre, da spomin ful težko to ujame. Zato je to. Okay. Šesta točka, vsi ljudje, ki kanalizirajo, pa vedno več, ki kanalizirajo, imajo vedno več želje pomagati drugim ljudem. To pomeni, da tudi če do unega trenutka niso bili nekako na področju pomoči ljudem in tako naprej, od tistega trenutka dalje si želijo. Vedno bolj razmišljajo, kako bi lahko pomagali, kako bi lahko nekomu svetovali, vedno bolj jim je mar za ljudi, vedno bolj vam je mar za ljudi. Tako veste, da kanalizirate, zato ker svetloba deluje po principu enosti in tam je vedno pomoč in angelov in vseh teh eteričnih biti,
komorkoli seveda na prvem mestu. In ko enkrat človek začne te energije kanalizirati, tudi sam pade v tako stanje. Tako da, veliko nas je, ko hočemo pomagati. To je dobro. 7. točka, sanje so vedno bolj intenzivne. To pomeni, da tudi če po noči včasih nisi sanjala stvari, razumeš, kar naenkrat te sanje ratajo absolutno žive, imaš občutek, da si bila tam, tako da jaz ti res predlagam, da si te sanje zapisuješ. Tu, če v enem trenutku se ti zdijo nonsens, da nimajo nekega smisla, si zapiš, ker se lahko kasneje potrdijo. Moram pa tukaj svetovati, kanalizirane sanje niso nekaj, kar hočeš iskati v sanjskih knjigah. Ne pravim, da imam karkoli proti sanjskim knjigam. Verjamem, da so pač nek vzorc ponavljanja nekih simbolov najdel, da se lahko pri določenih ljudeh ujema, s tem ni nič narobe, ampak kad ti enkrat kanaliziraš, se to tebe ne da v tako buklo noter, definitivno ne, ker je to toliko specifičnosti, glede na to, kaj si ti vse doživel, kaj je tvoje življenjsko poslanstvo, kdo si ti kot duša in tako naprej. Tako da ne gledati sanjskih knjig, ampak si ti probi razložiti, kaj se meni zdi, da te sanje pomenijo, kaj je ta simbolika tukaj noter, razumeš, kaj jaz čutim, da meni tukaj se sporoča. Tako, to bi ti ful svetovala. In še zadnja, 8. točka, informacije se vedno uresničijo. Lahko včasih mine tudi tedne, mesece, takrat moraš biti potrpežljiv, ampak definitivno se vedno nekako potrdijo. Ampak dostikrat ljudje rečejo, veš, kaj bi ti tukaj rada rekla? Dostikrat ljudje rečejo, pa jaz sem, dobila neko informacijo, pa nič ni bilo iz tega. Ni res, da ni bilo nič iz tega, ampak v danem času pa prostoru se lahko ta energija ful raztegne. A veš, kaj hočem reči? Ful se lahko raztegne in te informacije se lahko potrdijo ful kasneje. Dobro je, da za nekaj, kar nisi bil prepričan, ali prepričana, da si skanalizirala, si to zapomniš in še malo kasneje greš pogledati, a se je mogoče to zgodilo, ker na koncu gotoviš, da se je. Evo, to je to. Tu imate zdaj 8 znakov, Unika že kanalizirate, vam čestitam, upam, da ste kaj lepega naredili iz tega zaradi tega, ker to se definitivno v tem času potrebuje. Za vse, ki bi se pa radi naučili kanalizirati, sem jaz tista punca za vas. Definitivno, naredila sem Akademijo kanaliziranja, ki je definitivno zelo velika ljubezen mojega življenja, zaradi tega, ker noter so stvari, katere zagotovo niste doživeli še nekje druge, ni bilo napisano v nobeni knjigi, ni bilo druge odpredavano, zaradi tega, ker sem jaz to skanaliziran. To so principi pa metode, ki so res to klepi. In na kakšen sistem sem jaz to naredila? V 5 stopnjah poteka tečaj, ki je na spletu, začne se 17. oktobra, zato hiter poglej na potovanje.si. Na 1. stopnji te naučim, kako sploh prebuditi desno polovico možganov, ki kanalizira, in kako prepričati levo polovico možganov, ki je logična, da ji seveda to pusti. Druga stopnja so malo bolj specifični angeli, ki jih še do zdaj niste poznali, način narobe z Mihaelom Rafaelom in z vsemi, ki jih imamo radi, ampak mečkam bolj specifični angeli in angelska dela in kako lahko preko zvokov, barv in tako naprej, ne samo veš v celih stavkih in besedah, ampak jih določenih segmentov zvoka in svetlobe lahko dobiš ven sporočila. Je dober. 3. stopnja, zvezdne civilizacije, zvezdni angeli, delo s svetlobo zvezdnih civilizacij za presvetljevanje vseh vrst okoliščin, zaradi tega, da lahko svetlobo kanalizira čez sebe in da seveda pojde v tvoje okoliščine. 4. stopnja, zdaj se moram še spomniti, kanalizirano pisanje, kako kanalizirano pisati. Veliko se bomo ukvarjali s tem, kako predajati sporočila in potem na 5. stopnji, kako narediti svoje kanalizirane izdelke, kako inicirati izdelke, kako odpirati portale, kako odpirati vortekse, kako kodirati predmete, tako kot mi naredimo za našo nebeško trgovino, kako jaz to naredim, kako jaz iniciram vse te palčke in vile. To ti bom vse povedala. Kako narediš svoje angelske rituale in kako narediš svoja kanalizirana izobraževanja, zato ti ni treba kopirati od drugih ljudi. Skratka, vse to in še več, zdaj sem večkrat povzela, je Akademija kanaliziranja, ki je naravno čudovita. Imam pa samo še par prostih mest. Zraven tega dobiš še ogromno res materialov v obliki skript in ogromno mojega podpornega materiala. Kaj to pomeni? To pomeni, da na vse skupaj mislim, da je skoraj 40 meditacij. 40 meditacij za domače delo in vaj za izvoz. Posebej dobiš še delovne zvezke,
In zadnji še dostop do nebeške shrambe, kjer je moje mentorstvo, ker lahko postavljaš vprašanja za to, da te čez ta proces vodim. Verjamem, da je to največ, kar ti lahko ponudim. In jaz bom res vesela. Posnetki so tvoji zavedno, tako da tudi če se ne moreš udeležiti v živo, te vabim, da se pridružiš, ker si lahko pogledaš kasneje. Če si če si pripravljena na kanaliziranje, potovanje-duse.si je tvoj naslov. Imam samo še nekaj prostih mest, tako da hitro poglej, hitro naklikaj, se te veselim in se vidiva. Čau!